spoštovani, prav lepo pozdravljeni tukaj v tej čudoviti dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki se ji v imenu Slovenske matice zahvaljujem, da nas danes tukaj gosti, kar seveda nikakor ni naključje. Danes je z nami ugledni akademik, profesor dr. Milček Komelj. Najbrž ne nikomor med vami ne rabimo posebej predstavljati avtor izjemnih monografij, tudi podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in kar je je bil tako. In kar je nam na Slovenski matici še posebej ljubo, 10 let je predsednik Slovenske matice, ki jo je s svojo osebnostjo in svojim duhom navdihoval in bil takrat in je še danes nekakšen, bi rekla, duhovni oče slovenstva, slovenske besede, slovenske kulture. In prav v tem duhu je tudi napisal svoje najnovejše delo France Stele, spomini na njegovo delo in učence. Delo je išlo pri Slovenski matici v zbirki Spomini in srečanja in v sozaložništvu z Umetnostno-zgodovinskim inštitutom Franceta Steleta, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, tako da je z nami danes tudi predstojnica tega inštituta, izredna profesorica dr. Mija Potar-Gorenčič, tudi seveda članica Slovenske matice in tudi njo prav lepo pozdravljam. France Stele, zakaj pisati danes knjigo o njem, kako je nastajala, o čem pričuje in pripoveduje akademik profesor dr. Milček Komelj, kakšna osebnost znova zaživi vsa v svojem sijaju pred nami skozi besede akademika Komelja. O vsem tem bomo govorili danes. Prepričana pa sem, da mi seveda cenjeni akademik ne bo zameril, če najprej predam besedo predstojnici Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta, dr. Miji Potar-Gorenčič, da nam na kratko predstavi, kam segajo začetki te knjige, kako ste se odločili, seveda skladno s svojim imenom zagotovo, ki ga ponosno nosi vaš inštitut, da nastane tako obsežna monografija o akademiku Steletu. Najlepša hvala za besedo. Torej, začetki knjige o spominih na Franceta Steleta, na njegovo delo, njegove učence, segajo v leto 2022. Tega leta smo na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, obeleževali 50 let samostojnega inštituta. Začetki inštituta segajo v leto 1947. Tega leta je France Stele pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti ustanovil sekcijo za zgodovino umetnosti. In 28. novembra 1972 se je s sklepom predsedstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti ta sekcija preoblikovala v samostojni Umetnostno-zgodovinski inštitut, ki se je nato 20. marca 1975 poimenoval po Francetu Steletu. Tako da leta 2022 nismo obeleževali samo 50 let samostojnega inštituta, ampak je minilo tudi 50 let od smrti ustanovitelja inštituta, po katerem se inštitut ponosno imenuje. In ob tej priložnosti smo povabili akademika Milčka Komelja, akademika Janeza Höflerja, dr. Damjana Prelovška in doktorico Ksenijo Rozman, da zapišejo nekaj svojih spominov na tega velikana slovenske umetnostne zgodovine. Zapise akademika Janeza Höflerja, dr. Damjana Prelovška in doktorice Ksenije Rozman smo objavili na inštitutski spletni strani.
Spomini akademika Mička Komelja pa so med pisanjem dobili tolikšen zanos in tolikšen zalet, da so prerasli v knjižno izdajo, ki smo jo v sozaložništvu Slovenske matice in Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta ter ob finančni podpori Slovenske akademije znanosti in umetnosti izdali v letošnjem letu. Na to knjigo smo na inštitutu izjemno ponosni. Gre za prvo, edino tovrstno delo o tem velikem imenu slovenske umetnostne zgodovine. Z našega inštituta sva pri nastanku te knjige sodelovala gospod Andrej Furlan, ki je poskrbel za izjemno bogato slikovno plat te knjige, tako da je knjiga izjemno privlačna tudi iz čisto vizualnega vidika in zelo pomembno dopolnjuje to tekočo in izjemno lepo brljivo besedilo akademika Mička Komelja. Torej, jaz pa sem v knjigi sodelovala kot urednica, mogoče še iz tega uredniškega vidika, če omenim na besedo ali dve. Torej, kot vemo, je akademiku Mičku Komelju zelo blizu podajanje čutenja in doživljanja umetnosti in različnih vidikov razmišljanja o umetnosti. Zato sva se skupaj z njim odločila, da po eni strani besedilo bogato opremljiva sklici na glavna dela, ki jih akademik Miček Komelj omenja, hkrati pa sva sklice na tistih mestih, kjer je iz samega besedila jasno razvidno, kje bi zainteresirani bralec lahko našel citat, ki ga navaja akademik Miček Komelj, pa so se odločile, da te citate izpustila. Tako, to tudi nekako prispeva k tekočemu branju besedila, ne prekinja besedilo bralčevega toka misli, s tem, ko se poglablja v osebnost Franceta Steleta, njegove sodobnike in njegove učence in naslednike. Poleg tega pa nenazadnje ne gre za znanstveno, ampak spominsko besedilo, v katerem je poleg navajanja spominov v ospredju podajanje, torej tudi nekih subjektivnih pogledov, različnih razmišljanj, nazorov in stališč. Tako da vsekakor akademik Miček Komelj po eni strani razkriva Franceta Steleta v popolnoma novi luči, po drugi strani pa nam knjiga razkriva tudi izjemno razgledanost akademika Mička Komelja po literaturi in pa tudi razkriva to, da je bil akademik Miček Komelj, da je razmišljal o Francetu Steletu in bil v stiku za njegovimi deli že od svojih osnovnošolskih let. Ja, akademik profesor dr. Miček Komelj nekaj je že nakazala urednica knjige o tem, v kakšnem slogu ste napisali svoje spomine na Steleta, njegovo delo in učence. Nenazadnje je knjiga nastajala v okviru raziskovalnega projekta, pričakovali bi znanstveno monografijo in vi ste se temu seveda pogumno odrekli, zato da lik Steleta zaživi v vseh svojih razsežnostih, od anekdotičnih trenutkov, ki jih navajate, do njegovih stikov z učenci, praktičnega dela na terenu, do seveda njegovega izredno pomembnega odnosa do slovenstva, tudi slovenskih cerkva in njihove obnove. Kaj vas je navdihovalo, da smo dobili tako navdihujoče besedilo? Sem že napisal, da ne bi niti pomislil, da bom da pisal o Steletu, če me ne bi gospa doktorica Pontar Gorenčeš nagovorila, da naj napišem spomine na Steleta. Sem rekel, kaj čem pisati, sem ga komaj nekajkrat videl, enkrat sem z njim govoril, nekaj še predstavil pri Stamilici, pa me je pogledal, tako primerov, pa je rekel, da sem očeta prerasel, ki je moče manjši od mene, pa da že ve, da sem nova pridobitev, ker pomeni, sredci mi rekel, to se je zmislil, ali pa je bil tako obveščen, da se vse študente zanimal pri svojih naslednikih, če so pridni kakorkoli, sem rekel, da jaz ne moram pisati
Steleto vem pa, ker sem poznal njegove učence vse, kaj so si v njem mislili njegovi učenci in podobno. In sem potem enostavno začel pisati. In če se človek usmeril spomine, sem spomin odprl in sem ga popisal in potem sem napisal 80 strani in so rekli, da je predolgo za objavo na spletu. Potem sem pa še, ker sem prav razširil. Potem nisem pisal po nikakršnem načrtu več, ampak potem sem pa razdelil na poglavja, dal ustrezne naslove, ki se osredotočajo pač na bistveno po tistem poglavju in potem, kadar sem znova prebiral, sem pa dodajal na pravih mestih stvari. In če bi zdaj prebral, bi se je gotov še kaj dodal, tako da sem asociativni. Tako da knjiga ni sestavljena sistematično ali pa šolsko, ampak asociativno oziroma se mozaično poglavje med sabo povezujejo in potem, če gledate celoto, je pa mogoče vseh vidikov naj bi bil stele predstavljen. Sem pa res kot otrok, sem bil doma njegove knjige in sem prebiral zlasti umetnost pri morju vsak večer, ker sem redno včice na morju hodil podobno in sem potem v šolskih nalogah, ki je citiral z njih. Je pa stele po moje zavesti zato, ker bi v Novem mestu zavesti, tako kot tudi med zgodovinarji Cviter, med Jakac, tudi Francer Mihlič, ki je bil stanoval med kulturno razgledanimi ljudmi, ki so bili pojmi, takrat smo umetnike časti, ne športnike, naprimer, druga generacija. In moj stric je bil, moj oče je Steleta poznal, je bil knjižničar in moj stric je bil konzervator, mi je zbinar, ker je prišel na Dolenjsko nas je obiskal in sta očetom dobila samo v Steleto njegovi knjigi. Sto poslušam, bi Stele zame nekako pojem. In ker je pa moj stric bil prijatelj pač s svojimi kolegi, in sem jaz pravzaprav poznal, če imel vse, celo vrsto umetov zgodovinarjev, Cevca, ki je rekel, da ima rad zato, ker ima rad mojega očeta, Stoparja, Šume in podobno, skratka, te sem bolj poznal kot vrstnike in so nenehno vsi govorili o Steletu kot karizmatičnem človeku, imeli so ga za merilo, šli po njegovih steleteh, tako kot ste rekel, najprej treba biti konzervator, po terenu poznati gradivo, še potem lahko razmišljate, če ga ne boste hranili po propadu in podobno. Vsi do zadnjega so iz njega skali, profesor Šumi, on je bil njegov naslednik, je tudi z njega skali, ampak je hotel na stvari bolj, kako bi rekel, težav postaviti, bolj izpostaviti, nekim novim metodami, pa na koncu, ko sem bral, sem videl, da je Stele vse že nakazal, on je samo bolj izpostavil. In sem potem, ko sem pisal te spomine, vključil odnos njegovih teh študentov, učencev, in potem se mi je to tako, kot sem je pač razporedila, se težko potem presojam enostavno. Ko sem pa včeraj, sem slučajno tisto revijo Bukla dvignil, oziroma videl, in tam je kratka oznaka te knjige, Nebralka napisana, da ga nisem odlepševal, da se noter delove prepozni tudi slabosti, ki sem nikdar pomislil, da bi bila kakšna stvar, skratka, ste znač presojal slabost. On je bil seveda vsestranski človek, velik domoljub in podobno, in iz tega mojega pisanja, ki kaže tudi odnos do njega, se seveda vidi, da je bil tudi, da bom rekel, prilagodljiv, moder človek, skratka, da se izpostavljal, krati se pa ni ničemer spremenil, tudi po vojni, ki so bile težave, je med vojno izdal knjito Kmečka kultura, ker piše, da bo komunizem se uničil podobno, in se mu nič zgodilo, oziroma na nekem predavanju, je pa Damjan Prelovšek rekel, da so nekaj, da je cel odhodin iz knjižnice v njemu listke kartotečne s kakšnimi stvarmi, ki so bile, ki bi ga lahko diskreditirale, in če gledamo njegovo biografijo, so nekatere stvari spuščane, ki so izhajale v Sredan Slovencev. Jaz sem pa kot otrok seveda bral tudi, ker sem nekako oče moj bil knjižničar, pa mi je dom prinašal stare revije, sem bolj poznal kot sodobne, in tudi Mladiko Srednjega Slovenca, in kjer pa Stele pisal, on je tak strok znanstvenik, je pisal pa tudi čustvene stvari, potopise in podobno, ker je njegov odnos, pa njegova ljubezen do literature še bolj razvidna, in to mi je bilo še posebej blizu, se to noter vključil, tako da se vam bo taka kompleksna osebnost pokaže domoljub. Svetovno razgledan, ker v primerjavi s Cankarjem se ga je nekaj glavnika napisal bolj za kmeta, ki potuje s fotografom po terenu in tako naprej. On je imel svetovni stik, je bil tajnik Pena, mednarodno zelo zaslužen, v tem je na simpoziju, potem v debati, se spominjam, o Joštu Pučniku, gospa Lenka Puhar govorila tudi, potem njegovih zaslugah in podobno, skratka, imel stike z
z vsemi medzinarimi, je pa ta njegova teza, da bi tako domoljuben bil vse splošno razgledan, da je vsak spomenik vreden, ker je naš, da ga obravnavamo. Tako da ima nobenih kompleksov, ker Slovenca obratno in s tem je vplival tako tudi močno na vse svoje učence, da so potem prav njegovem duhu številni rekli, da več kot drugod katedrale nam pomenijo Hristovne in podobno. To so visoka pesem slovenske umetnosti, da so imeli ta odnos, da so cenili vse, kar je naše. Stele je tudi zato napisal s prvo knjigo Koris, da bi pokazal, če imamo tudi, če imamo slovensko umetnost in podobno. Tako imamo na poglavje tudi v odnosu njegovem do slovenstva. Spravim, samo od sebe so se mi te komplekse, se mi je to razgrinano, na poglavje je tudi o njegovem stiki z Boždanom Jakcom, s katerim sem bolj povezan, ki je tudi Jakac zelo za podobnega konzervatorja, ker je ta odnos do slovenstva in tradicije kot Stele, ki sta bila zelo povezana in podobno, tako da se nekaj razgrne potem en pogled tudi na družbene razmere, na to, kako se je Stele v času nekako znašel, skratka, in ustrajal na svoji poti, čeprav je po vojni seveda ni več toliko idealizma razglašal, ampak je pa vedno rekel, ni jugoslovanska umetnost, ni samo umetnost narodov, Jugoslavija pa že ta razčlenjena, skratka, ničesar mu ni mogoče očitati, bil je pa modern moštvo, skratka, tako da je postal častni potem doktor univerze hkrati kot Tito, ki pa ga je tudi odlikoval, to je Jakac ga nagovoril podobno, skratka, stran, da je imel ob tem, ker je pisal in podobno, je vele zaslužen, je pa imel to, ne bom rekel, srečo ali pa tudi značajstvo, da ga niso zaprli, kajti če pa gledamo zgodovino akademije in podobno, ki je napisal več, ko ste leta omenjeno, ali pa celca, da je nadaljeval z klerikalnega, da je treba to ukiniti, klerikalnega ste leta podobno, je skozi bil nekako tudi nekaj nevarnosti, ampak je imel tak šarm, človeško modrost, karizmo in veljaven je bil, on je bil seveda učenec sošolec, on je bil učenec Dunajske umetninske šole, Dvoržaka in nekateri svetovno pomembni umetninarski njegovi kolegi, nekaj poznal je posod, da so bil starejši, da je posebno veljavo. Mesto, kjerkoli je bil. Čitle, no, ko sem jaz to že v grobem napisal, je pa gospa, profesor Koterjeva, rekla, da je prišla nedolgo pred smrtjo, na žalost, Ksenija Rozman, njegova zvesta učenka, na njen inštitut in darovala svoje razglednice, ki jih je pisal Stelenje. In sem to potem vključil noter, ker so skrajno zanimive, ker so njegov značaj, vid humor, ker Stele je bilo seveda izrazito katoliški človek, zaupal Boga in tudi v umetninah je videl umetniško vrednost, estetsko, pa vrednost tudi v tem, da so ljudje nekaj posvečevali podobno, da ima neko duhovno vrednost, katram kompleksno gledal na vse in te poglede ni spreminjal, so razvidni od njegovih govorov tam še pred prstno vojno, pa potem, ko so bila ta katoliška srečanja v Ljubljani, do kasnejših pogledov. Tako da je bil res izjemen in stranski mož, sam kar sem rekel to reči, ampak tako, da pripovedujem, sem pisal in še potem razčlenil, da težko sam presojam. Je pa bil res taka imenitna osebnost, no, bil je pa še to, on je se usmeril seveda skromna natura, oziroma stvaren človek in je vedno, ni rinil naprej, oziroma vedno je poudarjal, da prvi glavni je Izidor Cankar, on je pa za njim. Skratka, ni se kot kasneje, ko sem bil na fakulteti, so se vedeli, da bo prvi, in podobno, malenkosti. On je lepo dal Cankarju prednost, tudi ko je Cankar kritiziral, je lepo čist prijel, skratka, obenem je pa vedno poudarjal, da je smisel znanosti iskanje resnice, ne pa nek a priorni sistem, ki bi mu podrejal spomenike, ampak je skušal resnično te spomenikov razbrati, zato je pa različne metode uporabil, predvsem umetnostno-geografsko, tudi izročilo Izidora Cankarja, zgodovinske okoličine, tako da sem očital, da je ne eklektika, ampak to veliko različne metode uporabljal, ali to prilagajajo tako, da bi lahko tudi nas vides, najmanj enovit, pa najmanj pomemben spomenik približal v njegovi zraščenosti z zemljo. On je skozi vredno domačije zemljo in je tudi v umetnosti
biografiji, ne, o tem, kako Stanta govoril o regionalnih, to, kar so kasneje razvili tudi drugi, obenem je pa verjel tudi moč narodnega duha. Slovenski genij to imenoval, to so kasneje, se z tega malo del norca, da ima to romantično, kakorkoli, no, ne, to zaupal, je pa vedno rekel, ne, znano lahko, on pa znati veliko ve, oziroma lahko razloži zgodovino umetnosti, kaj pa umetniškost, kaj pa bistveno, tega pa ne more in kaj slovensko znanstveno, ampak je rekel, prisluhati je treba samo srcem, tako da se ne upal spostaviti čustva in tudi bil mistik, ne, stvarjen krati mistik, to so pa vizlasti iz njegovih teh spisov, ki niso bili namenjeni znanstvenim revijam, ampak kako je doživo, ekstatično, poglobljeno Akropolo, grško, ko je bil. In potem Budimpešto, ena taka. In še kot mladenič, ne, kot vojak je potoval, ne, v Donave, to Kamine, tudi čudovito literarno pisal, imel tudi literarno, pesmi je pisal in je tudi rekel svete, da njegova življenjska želja, da bi tudi pesmi napisal, da vse to je združeval. In veliko je dal na jezik, upozoval je, zanimala ga je zlasti geneza imen, in ko je s Rozmanova se dopisoval skozi govoril s Ksenjem, spominjal na Geteja in podobno, skratka Ljubljano, imenoval Ljubljana, Ljubljena, pa vse mogoče, skratka, imena so mu veliko pomenila in podobno. In jezik je pisal tudi, ker je bil tako vsestranski, ne samo metodvinske spise, ampak je, na primer, komentiral prevode Odana Župančiča in natančno prevedel, kaj je Odan Župančič v kasnejših ponetisih prevoda Shakespeareov dram spremenil. In rekel, to niso tudi narije to bistvo povedal. Žunkovič opisal, skratka, ker bil je vsestranski, profesor Lucme naše je vedno govoril, je delil metodvinarje. Eni so konjeniki, drugi so pa pešaki. No? In ste le, če bi tako gledal, je bil oboje. On je bil popularizator umetnosti, vse se mi zdelo pomembno, da se je opozarjal, se je first pospisval, tako kot kasneje tudi Cevtski, hkrati je pa temeljne stvari pisal. Tudi prvi našo umetnost srednješke freske vključil v evropsko zavest, ker so vključene pod širši geografski prostor, ker je med subalpinski, subalpski, bi danes rekli, ki ga cela vrsta ljudi raziskoval, vsak na svojem področju, a nam to vključil, je imel preveda francoščino, in to je prvi tak, da mora biti nastop, manj mednarti Slovenice. Tako da je, on zdaj govoril brez načrta, on je bil izjemen na vseh področjih. Če berete stare revije, kako je bil, on je bil tudi poliglot, neverjetno, in je pisal urednik, je bil srednješolskega časopisa Zore, in tako naprej, in tam je pisal, naprimer, je napisal, da ljudje, ki bodo poklicani v vojsko, naj gre prostovoljno, tako bodo morali, pa naj sami izbere, kam bodo šli, ker je napisal, tam se ne da, kaj filozofirati in podobno, imate pa možnost, da se naučite jezikov, in je povedal, katerih jezikov, kaj bi se dalo, slovanski bil slavofil, krati kot Slovenec začetka, in je Poljake posebno učitval in je celo rekel, kateri, če se naučiš ta jezik, ti bo pomagal, da boš druge razumel podobno, in je celo Vojislav Male pišel spomini, kako izjemen je bil iznoč Mađarsko, pa je bil, ko je bil v vojnem odništvu, je bil tam na Mađar, pa mu je ga je prosil, da mu bere tega romanopisca Jokaja, Mauricija, slovensko, Morisa, ko je, in tisti je mu to bral, in mu pojma slovnici, on ga tako sprašal, da je z tega spoznal mađarsko slovnico, tatarščice se je učil in je videl, da to kaže pod do razumevanja turščine in podobno, skratka, če se neverjetni človek je bil vse sporazumeval, ob tem je pa njegova zavest o pomenu vsega, kar je naše slovensko, in je Prešerna se nečkokrat sklicoval na njegov pojem domačije, skratka, kvečemu vzhajala, ni bil za kompleksa, ker nas ga pa rekel metost naša, to je provincialna metost, vredna, on je njene karakteristike, kvalitete proučeval in je rekel, da moramo proučevati, ker druge ne bodo, ker je slovenska. Pisal je tudi zahodnoevropskih knjig, medlo zapadne Evrope, vse interpretiral. Pa še tako je, včasih danes so medvinari bolj, kako bi rekel, se bolj detaljne, lotevajo oni iz te generacije ljudi, ki so tako zelo široko gledali. In še ko je bil v Mađarski, ki je pa začutil
je tako pisal, kot da se svet poraja pred njegovimi očmi, pa je videl, kako se procesi dogajajo, kako zadnjih bronki panonjene grejo k nam do Prekmurja in podobno. In enako je tudi umetnostne procese videl. In je tak širok pogled. Med tako je imel profesor, pa je še Jože Kastelic, ki je govoril, ko slikovito, da je kar živela pred očmi, so tudi še stare generacije, ki so tudi, kako bi rekel, pogumno lahko razglabljali. Ne bom rekel izdomišljali, ampak so se uživeli v duha stvari. Zato pisal tudi take zelo osebne, krasne interpretacije, gotske katedrale, zelo samozavestno, ne da bi prepisoval na podlagi literature. Svoj pogled je imel vse. In vse njegovega odnosa do umetnosti, in tudi če ga kot človeka predstavlja, se pa vidi, da bi idealist rekel, umetnost je stvar duha, obenem pa človek tudi telesno bitje ni bil, čeprav bil svoj učevalc ekspresionizma tak, ki bi rekel, telo ječa moje duše, ampak je rekel, da je nujna tudi materialna osnova, da se duh lahko ustvarjalno razcveti, in tudi to je krasno razvidno iz teh pisem oziroma kartic Ksenije Rozman, ker vedno, ker so ga imeli tudi za hedonista, se malo norčuje in pove, kaj te jedel in popil na ekskurzijah. Tako da je tak doživ človek. Kot razdoživ človek pride do izraza vsega zdela, iz razglednic, hkrati pa človek je absolutno zaupal višjo resničnost in tudi umetnost duhovna. Hvala za ta obisk vseh razsežnosti Steletove osebnosti v njegovi širini in veličini. Nenazadnje ste v pravem duhu akademije, ki ni samo akademija znanosti, ampak tudi umetnosti. Steletu v tej knjigi posvetili tudi pesem, ki se glasi takole: S plemiškim plugom silne učenosti v slovenski svet je brazde zaoral, davnino pisanih domačih tal. Na rodnem Kranjskemu v predalpski loki pod zvezdastimi gotskimi oboki svetniške nasmeh odkril kreposti, upal je breg barv in vik. V groharja zroč se je objel svetlobo, lepoto barv je bil pod jelen vodo, duha iskalcev klic zasledujoč, strmeč, onstransko luč, kozmično moč, v skipelih novih pesmi, kipov, slik, iskal sodobnosti in dušni lik. Reinkarniran v živ kmečki barok, tropu učencev Ata in vodnik, zemeljsko radoživ, vesel znanik, jim na oltarju domačije bil je Bog. Iz njega zrasla je ljubezen nevenljiva in tako dalje. Skratka, v tej kitici pa se ne dotaknete več samo Steleta in njegove osebnosti in njegovega dela, ki ste ga nekako zdaj začrtali, ampak seveda tudi njegovih učencev. Celo pravite, da je bil Ata in vodnik na oltarju domačije, bil je Bog. Skratka, poudarjate ga kot pomembnega profesora, ki je znal prebuditi v teh svojih učencih tudi odnos do slovenske umetnosti. Da nekoliko več o tem. Vsi so šli po njegovi poti, so ga občutvali, bom zdaj našteval, No, profesor Luc Menaša edini, imam distance od njega, ampak on je evropska umetnost raziskoval, in je nekako, ne bom rekel, njega odvračal, ampak ko sem šel študirati Stele, honorarno spet predaval, ampak sem dal točno tisto uro, ki jo imel profesor Menaša. Nisem morali našel hoditi, potem je pred spisal jezno tudi kolegica Nataša Golot in podobno, pa ali sve ne, on dvakrat je bil, Učenci ga znansko občudvali, ko je umrl, seveda naj bi govoril na grobu Zadnikar, pa ni mogel, tako je bil pa potem železnik, so mu rekli, Ata, oče in podobno, da je njihov preteklost. Rekel, da so se čudili. Mladina je bila prihodnost usmerjena, polna energije, on jih je pa svojim odnosom do umetnosti, do slovenstva tako začaral, prav ne vem, čem je ta moč, da so enostavno mu
sledili. Se posod in so, on je seveda jim tudi razdelo, ne, se tudi temeljite raziskovali področja, neobdelana, ne, in so enostavno svojo energijo, pa po zaslugi novega mentorstva, ne, torej so raziskali tudi našo preteklost, srednjeveško, starejšo, ne, bil pa on tudi seveda sodobnik sočasne umetnosti in je bil najbolj izrazit podpornik ekspresionizma, ker je ekspresionizem bila umetnost, ki je usmerjena duhovnost in je bil odprt tudi za sodobne umetnosti, tudi kasneje, ko je bila ta velika razstava jugoslovanske, akademik Jemca, če Mladeniča tudi vključil, ne, zakaj je Jemec, ki ima to na Punkčonki povedal spoštljiv odnos do njega, ko je v smrti celo sliko po svetu spomin Francetu Steletu. Tako da on ni nikdar velov za kakšnega človeka, ki bi nekako prekinil za sodobnostjo. Je pa seveda se mi pa zdelo, ne, da mora pa umetnost imeti eno, da ni samo igra, eno duhovno noto, za abstraktnost, in podpornik Franceta Kralja in podobno, o tem tudi ves čas veliko pišem in to sem sam tudi seveda, ko sem pisal o ekspresionizmu, magisteri sem ponovno prebral te dan njegove kritike in sem videl, s kakšnim pogumom in zavzetostjo javno sem tem pisal. In bil res vsestranski, jaz sem to mogoče pozval povedati, če bi seveda sem pisal spomine na, pa kaj so učenci rekli, stvar ne bi imela toliko smisla, da sem vključil, so sem spomin na njegovo delo. Če bi pa zdaj noter presojil, bo študijsko njegove dela bi knjiga potem bila heterogena, sem pa tudi odnos do dela skozi spomine vključil, ne? Ker sem jaz skozi prebiral, ne? Če so te rekla, ne? Oziroma sem v glavi imel spomine na njegove citate, kaj je napisal, potem sem poiskal, da sem prav citat napisal, zato so pombe, da se lahko sklicuje. In ker nisem vedel, kaj bi delal za diplomsko nalogo, je oče, ki je bil bibliotekar oziroma knjižničar, rekel, da naj naredim pregled čez dosedanje izsledke slovenske umetnosti, slednji se to poklical, in sem potem bral na novo vse, celo poletje, nisem izpoljskal skoraj stolj, pa očin prenašal revije, vidim, koliko sem knjižnico hodil v časopise, in sem se na novo prebral, se je to že pisal, no? In potem svet mi zavrgel z tega, če ne bi moglo biti, ker bi moral sam raziskovati, ne samo upletati z nečim, ker so drugi že raziskali, ampak živo se me ponovno potem takrat po spomin vtisnil in potem mi je rekla, tu sem pozabil knjigi napisati, žena, oziroma Nada, Šumek sem takrat poznal, da me bo zapustila, če v njem tedno se ne odločil, pa naredim diplomske naloge. In jaz sem takrat to vse opustil, ker si me ponudila priložnost napisati nalogo o Vladimirju Lamutu, sem z njegovo zapuščino, tam je šlo pa samo za pogled na umetnost in to sem videl, napisal na pamet, ker v tem se nismo še ločili, ne, oziroma v metodah je tudi Stelej rekel. Delo umetnostvina ni kritika, seveda, zdaj treba imeti poseben odnos do umetnosti in tudi občutek za sodobnost, za čas. In tisti lahko to pišo, ampak ni pa umetnostvina tisti študij, ki bi a priori vzpostavljal, da se potem poklican, ker lahko dober smisel umetnost odličen zgodovina in podobno, ne. No, in sem jaz potem vključil, sem pa našel tiste svoje zapiske in sem vključil svoje tedanje gledanje na Steleta noter. Sem zaradi tega, da je vse napisano iz perspektive spominov, vidijo so pa tudi Steletovi pogledi, ne, in tudi potem v nekaterih poglavjih, kako so te pogledi se prebujali pri učencih, kakšna je bila dedičina njegova, ker če kdo kaj drugega ugotovil, kot Stelej pa dal, to je bilo takrat posebna, kako bi rekel, nekaj znamedljivega. Najbolj se spominjam, naprimer, ko je profesor Šumik, ki je bil takrat še naklonjen profesor Janezu Heflerju, govoril nekaj novega nezaslišanega, ker je Hefler trdil, naprimer, da so dela Andreja Zotinga, freskanta Sloven Gradca, da tukaj ne gre v resnici za realizem, spravi, slikar skušal čim bolj lično slikati, ampak je to izraz neznanja, ker ni znal lepo naslikati, da je pa grdo, ne, to je bil tak šok, ali kakorkoli, ne, in, no, če kdo karkoli, Stelej pa rekel, da je to mojster, nekakorkoli, je to vzburlo, tak kamen temelj je bil Stelej, ne, no in pa Hefler pa kasneje trdil, seveda, da pa pilot ni velik umetnik, da ne obvlada, so pa vsi bili, da je sijajni, no, in Stelej pa posod, tudi
gledal na pilona, na to temeljne postavo in še danes drži v osnovi. Ne? Skratka, on je hotel biti včerajšek. To zato govorim, ker velik čudovalec te leta in njegov tudi asistent je bil Mirko Jutršek, ki je nekoč pisal Janezu Berniku, malo kritično, in potem moj Bernik rekel, vi niste Jutršek, ampak ste včerajšek. In Jutršek je to, ker je bil svele tak avtoriteta, se ni zil, potem je imel to podnosen in je vedno posod povedal. Ne? No, ne pa se je napisal, da ste lepo včerajšek, pa ni hotel biti ne do zadnjega, se spominjam na vse otvoritve razstav, hotel tam stav spredo zraven umetnika, pa ne zato, ker bi se naprej postavljal, ampak je s tem umetnost počastil, tako kot Jakac, skratka, taka osebnost je bil nepogrešljiva. Ne? Tako da ima naše že rekel, da je to že skoraj nespodobno, da človek v teh letih posod izrabi, kakorkoli. Tako da sem skozi uživen spominu, ne, govoril sem pa parkrat z njim, ker je bil se bolj njega gledal pravzaprav kot umetnike na razstavah, ne, tako da sem potem z velikim veseljem, ne da bi slutil, da bom ta zgrad, če ne bi te pobude še prepričvala, da bi se pa sem rekel, njam kaj napisal, pa rekla še tako droben spominek, da je vreden, ker ste le taka osebnost, ker me res spoštljiv v tem. No pa še to sem pozabil povedati, moram, ker smo na Slovenski akademiji umetnosti, on je ves čas kot mladenič, ne, imel to samozavest, da se predvideva za Slovensko univerzo, ne, in je tudi pred vojno ves čas uporabljal na nujnost akademije. Član akademije v leta 40 in potem je bil tudi član sveta jugoslovanskih akademij, tudi funkcije in podobno. On je tudi nagovoril Plečnika, da je naredil načrt za novo akademijo, ki se ni uresničil, in on je dal tudi predlog, to sem izvedel seveda iz pisanja zgodovine, ne, akademije, predlog, da je akademija peljala letopise. Skratka, in ko me 70 let je bil tako spoštljiven spominu napisan, oziroma zavesti akademije, da so mu dali delati medaljo, za katero načrt naredil Plečnik, bronasto, naredil jo je pa Kremelj, ampak Stele ni bil zadovoljen in je potem naredil novo Stojan Batič. No, obe sta tukaj reproducirane hrane, jih ZNC, ne, SEZU in lahko potem sklepamo, zakaj ni bil zadovoljen. Ker Dremelj je bil odličen modeljer, ampak je očitno bil tako spoštljiv, da ste leta, da ga je naslikal tako malo, da zgleda skoraj kot diktator monumentalnega, kakšna triumfatorja, Batič pa bolj rano, to mu očitno ni bil všečni skladom z njegovim karakterjem. No, kar še tiče slik, ne, sem pa že omenil, da moram pa posebej zahvaliti gospodu Andreju Furlanu, ki je tudi umetniški fotograf. Zakaj nočem zdaj matice kritizirati, ampak ko sem, no, hočem reči, kakšne izdaje umetninske iz te serije, ne, izterja, pogledal, so slike zelo blede in podobno, dokumentarne, on je pa te stare slike tako znal obdelati, da tukaj zaživijo dosti bolj plastično, ker je pa zelo zaslužno, ne, tako da sem potem še kentija, šla sem opazil, ne. Ja, pri slikovnem gradivu smo torej in moram priznati, da na Slovenski matici tudi niso več tako slabe reprodukcije, ker imamo odlične zdaj mojstre, ki nam jih pripravljajo v zadnjih letih. Ampak, ko govorimo o slikovnem gradivu, tudi tu ste dali svojo osebno noto, ne samo, da je izredno veliko in bogat opus iz fundusa inštituta ZRC SAZU, ampak ste dodali gradivu tudi svoje lastne skice in poglede. To je pa čisto take likovne ključno, se zdaj mi svoje všeč, ali pa tudi nek sve, ne, boljše, druge slabše, ampak stvar je v tem, da večina teh gradiva dokumentarnega, ne, nekaj je priskrbela Cedar Rozman, to je vaše lasti, ne, drugo smo pa s Furlanom pregledali, pa ne zbor naredila z nikoga opisati. Tiste stvari, druge stvari sem pa izdal po knjigah skenirati. Naprimer Berganta ali pa Meštroviča, kjer je Stele napisal, da je Meštrovič pa njegov ves čas ljubezni, pravzaprav, ne. Pa zakaj, ne? Poleg Plečnika je rekel, ko je videl njegovo sliko, njegov kip Srđa, zelo pogledna, se pravi grdo gledajoči jeznež, ne, ki je stala tam na Dunaju pred galerijo, je začutil eno prvinsko moč in videl, tukaj je ta barbarska slovanska moč, ki bo tukaj prignala kakorkoli, da je bilo nekaj tujega pa privlačnega, ne. No, skratka, sem hotel to sliko dati not in še druge in potem smo pozorili, da danes se stane tako, da je treba za vse dovoljenje, to je bilo še tik pred tiskom, tudi za galerijo Berganta pa to, pa sem pa se enostavno, ali pa kip slike
Draga Tršarja, čeprav mi z veseljem, ne, sem pa enostavno rekel, imam pa jaz to preriso. In se je mudilo, da Berganta sem slabo, ne, dobro, tem pa, ker sem slabih reprodukcij, da vidim, ne. Sem pa z velikim veseljem, po Jaksa se ni smelo, ker dediče dela cerkve, sem pa njega tokrat narisal, sem svojo risbo, to nisem za to. Malo ene risbe, Cevca, to sem z leta 61, pa Slobnaka, ki so ga velikrat s letom primerjati, Slobnaka. Zlasti, no, to sem več doživel, naprej na drugo, so bili take danes že pokojni, najuglednejši mojstri, pa so debatirali o tem, da znanstveniki so pomembni, niso pa vsi, ki so tvarili z umetnostjo, so pa eni amuzični, nimajo odnosa do umetnosti. Pa so dali za zgled, kazem, da je bil umetnik. Ivan Pregl, ne Pregl, no, Pregl je smo povezan s Teletom, ampak Ivan Prijatelj, bolj stvaren pa Kidrič, na primer, in tako in podobno, so tudi govorili s Teletom in Cankarjem, zdaj koliko je imel smisla, ene preko kaj metos, ne vem. Skratka, spravno je bil rekel poslušati, je treba srce. In tudi, ko vidite novo umetnost, je rekel, nič, se naperite na teorije in tako naprej, tako kot če se novega jezika učite, odprite se, boste začutili, to je več uredno. Skratka, ali srče poudaril, ne. Tako da sem ga zapol to potem izključno za to te risbe, ne, pa ostali. Da so ostali, da ne bi naenkrat kar manjkale nekatere slike, ki so pa potrebne, ker je treba danes zadovoljeni, ne. Nisem pa tega vedel, ne, sem to že pripravil, pa ni bilo treba, ne. Nekaj smo že omenili, oziroma kar precej o bogatem slikovnem gradivu v knjigi, morda nekoliko o vlogi samega inštituta, umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta, vašem uredniškem doprinosu in seveda pomenu tega fundusa likovnega, ki ga hranite. Ja, torej, na inštitutu, torej umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta hranimo terenske zapiske in fototeko Franceta Steleta. In ravno v letošnjem letu je zaživela spletna stran z naslovom Digitalni arhiv Franceta Steleta, po katerem je možno iskati vse gradivo, ki ga naš inštitut hrani, torej z njegovih terenske zapiske in pa slikovno gradivo. Torej iskati je možno po ključnih besedah, torej po lokaciji, po umetnikih, lokacijah, krajih in pa tudi objavljen imamo seznam korespondentov, namreč na SAZU, biblioteka SAZU hrani tudi korespondenco Franceta Steleta, tako da je to izjemen doprinos, bi rekla, k umetnostno-zgodovinski znanosti, kajti to omogoča pravzaprav komorkoli, da se seznani z to bogato zapuščino Franceta Steleta. Sicer pa se na inštitutu trudimo, da nekako po zgledu Franceta Steleta, koliko je to v naši moči, nadaljujemo to njegovo dediščino, se pravi, on se je ukvarjal z vsemi umetnostnimi obdobji, tako se tudi raziskovalci, ki smo zaposleni na inštitutu, trudimo, da pokrivamo vsa umetnostna obdobja od srednjega veka do sodobne umetnosti, potem tudi Frances Stelet je bil konzervator, tako da pokrivamo tudi področje konzervatorstva, zgodovine konzervatorstva in pa seveda tisto, kar je Franceta Steleta zelo zaznamovalo, to srednjeveško slovensko slikarstvo. In v lanskem letu smo zaključili s projektom Digitalni korpus srednjeveškega slovenskega slikarstva. Zaživela je spletna stran, v kateri smo zaenkrat od začetka do okrog leta 1380 popisali vse stenske slike, torej vse stenske poslikave iz tega obdobja v slovenskem prostoru. In seveda nadejamo si, da bi v prihodnjih letih to stran obogatili potem še z preostalimi stenskimi poslikavami, torej do nekako leta 1500 in malo čez. Tako da na vseh področjih, s katerimi se je on ukvarjal in ki nam jih je zapustil, se trudimo, da nadaljujemo to njegovo bogato dediščino. In tudi po njegovem zgledu je v ospredju naših raziskav slovenska umetnost in po njegovem zgledu, ki ste ga tudi že omenili, da se vsak raziskovalec trudi, da to slovensko umetnost
vključi in postavi v evropski prostor, v evropski kontekst, v kontekst evropske umetnosti. Kar nekaj ste nakazali o vašem delu in poslanstvu, morda pa še nekoliko o pomenu in vlogi te knjige, tako za vaš inštitut, kot seveda za slovensko umetnostno zgodovinsko stroko in širši. Ja, knjiga je pomembna ne samo za umetnostne zgodovinarje, ne samo za umetnostno zgodovinsko stroko, ampak nagovarja zelo širok krog ljubiteljev umetnosti in tudi kulture. Frances Tele tukaj s pomočjo besed akademika Mička Komelja, s pomočjo teh opisanih spominov in vseh izbranih citatov stopa pred nas kot velik domoljub, kot izjemen svetovljan, kot ljubitelj in častilec lepote in umetnosti. Spoznamo ga tudi kot umetnega popotnika, kot izjemno modrega, umirjenega, razumnega, potrpežljivega, treznega, pomišnega, požrtvovalnega, pa hkrati vedno radostnega, kot ste nakazali človeka. Bil je velik ljubitelj slovenske zemlje, goreč, varuh umetnostne dediščine in proučevalec vsega, kar so na umetnostnem področju zapustili naši predniki. On je, kot je razvidno iz te knjige, svoje učence vedno vabil in nagovarjal, naj obravnavajo slovensko umetnost, vendar naj svoje raziskave razmaknejo v širino, da ne spoznavajo svoj narod, svoj jezik, a se hkrati nujno učijo drugih jezikov in postavljajo slovensko umetnost v evropski kontekst in naj spoznavajo tudi umetnostni izraz drugih narodov. Tako da pomen je pravzaprav knjige tudi v tem, da nas ta njegov pristop do umetnosti vabi in nagovarja in nam je zgled tudi danes. In sodobniki Franceta Steleta opisujejo kot izjemno delovnega človeka, izjemno veselega, izjemno srčnega človeka in meni se je posebej in je seglo do srca, da je njegov prijatelj Tine Debeljak, ga v zapisu, ki je nastal neposredno po Steletovi smrti, medtem ko so mu povzele solze po licih, imenoval Franceta Steleta kot junak dela in prijateljstva. Torej nekdo, ki je bil srcem predan delu, ki se je nenehno posvečal raziskovanju umetnosti, a hkrati bil tudi izjemno srčen v osebnih stikih. Tako kot je nekako Frances Tele zagovarjal to, da se je treba umetnosti prepustiti, kot je omenil akademik Miček Komelje, zelo poudarjal tudi to mistično, duhovno dimenzijo umetnosti, pa je pa po drugi strani potrebno poudariti tudi to, da je tudi širina misli akademika Mička Komelja v tej knjigi izjemna. In tako da nam je po eni strani ta knjiga zgled v smislu Franceta Steleta kot raziskovalca umetnosti in po drugi strani tudi akademika Mička Komelja kot umetnostnega zgodovinarja in na svojstven način pristopa k obravnavi velikih imen umetnostne zgodovine, tako da nam je, bi rekla, v obeh osebnostih, ki tukaj stopata pred nas, tako Franceta Steleta, kot tudi akademika Mička Komelja, ta knjiga v velik zgled in spodbud. Ja, akademik Komel, urednica dr. Olga Gorenčič, Mija Gorenčič je poudarila, kako skozi samo podobo Steleta dobivamo tudi čudovito podobo vas samih. Vi ste svojo pesem po Steletu zaključili z besedami: zaupajoč v kažipot mladosti, poln življenja, radoznalosti, modrosti, le k nebu raste, a na čvrstih tleh. Tako zelo radi vas poslušamo, tako imenitno znate predstaviti vse te velike osebnosti slovenske znanosti, umetnosti in seveda slovenstva, da vam predajem zaključno besedo
In seveda vas še enkrat naprošam, da nam za zaključek poveste še vse tisto, kar mora biti v tem razgovoru. Že pozabil, kaj se tukaj piše, ne? Ker sem vsak, ki je bil, skratka, pisal sem res asociativno, ne s premislekam, ker stvari se povezujejo, ne? In upam, da je celota razvidna, da je res tako, kot je cena profesorca povedala, ste le bil, skratka, radoživ, ne? Razgledan, on je pisal tudi, naprimer, sjajen uvod v Felixa Timmermansa, romanu Petru Breglu, ne, ki je bil pri nas celi pisatelj in ta radoživost mu bila blizu. In je poudarjal, ne, da življenje tudi, če je težko, je zaupanje van vedno celo. Bil optimist po naravi. Tudi po napisu je šel ta njegov tekst, ne, tako da je tudi njegova življenjska podoba z njegovim tekstom vedno razvidna. Je on tudi v sebi pisal, ampak bil pa stvaren, ne? Je pa zelo zanimivo. On je veljal seveda za stvarnega, ne? Krati, in zato ni pustil, naprimer, to so govorili njegovi učenci, da bi ob analizah umetniških del se prepuščali samo čustvovanju, da bi rekli krasna, čudovita umetnost, lepa in podobno, je zahteval stvarne opredelitve. Sam je pa v tistih tekstih, ki niso bili mišljeni kot študijske razkave, se je pa prepustil svojo dušo lepoti in piše čudovita, prečudovita, se pleče v teh izrazov cela vrsta, skratka. Ne. Potem kot kritik, ne, je on govoril, da človek ne sme žaliti, lahko je pa kritičen, ne, zelo. In seveda, da je vprašanje, kaj je stražilitev, podobno so podavali, da je bil vedno toleranten, pa hkrati nepopustljiv in stvarno se je razumel, ne, tako da je čudval naprimer Jakobiča, seveda videl je prvo amenacijo slovenskega duha na slovenski ravni impresionisti, hkrati je bil pa spoštljiv tudi za Gasparja, čeprav je druge vrste, bolj narativen umetnik. Ne. Skušal je vse razumeti in naravno zato je tudi rekel, ko izpišem teh umetnikih ali pa v razstavah, se ne morem postaviti na eno stran, je rekel. Če bi hvalil so impresioniste, bi moral druge dati v nič, da skušam vse razumeti. Rekel, umetnost treba razumeti, ko je pa pisal bolj eseistične tekste, je pa tudi Mrskej povedal sebi, da je pa rekel, umetnost treba razumeti, ampak z odnosom do nje pa tako, kot z odnosi do ljudmi. Ene ljubite, ste z njimi prijatelji, ne, so vam blizu, druge ne, ampak razumeti je treba vse. In je povedal, da tudi sveda so nekatere stvari jih ljubi, ne, nad njimi navdušen, ampak zato ima pravice, da bi druge nič dalo in to piše samo kvečemo na nekem izpovednem nivoju, ne pa kot kritik ali pa zgodovinar. In zato je to vedno ločeval, da kritika ne sodi v območje zgodovine, obajne pa tudi kritik. Stranka pa ta priznesljiv in je kompleksen je bil, skratka, ne. Hotel biti pravičen. In ga prizadeval tudi ne žal in je tudi spoštljivo opisal o slikarkah, naprimer, so takrat vsi se norca z njih delali, kot je Bulovčeval, pa Elda Pečansk in podobno, je pa krati napisal za Dolinarja, da je prezdušen podobno, tem isto arhitekturno plastiko, stvar zagovarjal, ne. In pa glede kriterijev, ne, se je on zavedal, kaj je univerzalno, je pisal tudi o Michelangelo, Leonardo in podobno, ne. Obenem se je pa zavedal, ne, da bi imel svoje merila, zavedal se, da umetna zgodovina je seveda mednarodna veda, je hkrati domoznanska, ker nas same razlaga, ne. Obenem mora pa ne nevojo svetovne umetnosti zgodovine. On je to vedno bil, ne. In kot je na umetnost, ne, je pa skušal se približati, kot rečeno s tem metodami. In je vsok seveda, je tudi sebe neko te izpovedval, predvsem veliko ljubezen do slovenstva, do domačije. Potem je on, ko je seveda ekspresionizem občutoval, ne, ker je pripričan, da bi treba umetnost vinar, tako kot kasneje Šumi pa drugi, da mora preučevati čim širšo umetnost. Ne se specializirati, staro in novejšo. In je to on vse izpričeval s svojim delom. Obenem pa, če gledate njegovo terminologijo, podobno se pa vidi, da je, naprimer, ko je pisal o Meštroviću ali pa
ko je pisal o srednjeveški umetnosti, je gledal na njo zaradi njene močne izraznosti tudi skozi oči človeka, ki je bil skoraj z generacije ekspresionizma. Ekspresionizem, ki je nam gledal, je pa tudi ga domeval skozi razumevanje srednjeveške umetnosti. Skratka, da on tudi nad časom plaval in je videl, da so nekateri procesi, zakoni in to je še s posebnim veseljem preučval. Ima tudi nekaj takih misli, ne? Če pogled delo njegovih učencov, so mu pa najbolj priznavali eno stvar in sicer, da je, kot ste že reče, skratka, da je vozel preseko, ne? In sicer v času karolinške umetnosti, ne? V konc antike in so prišli barbari, ne? Se je pojavila pletenila, naprimer, in on je to razlagal kot nekako dialog, trčenje dveh svetov, ne? In se je rekel, da se ta fantazija v teh pleteninah postaja, da je to fantazija barbarov, v izpeljavi pa vidi tradicija zamrle antike in je to imenoval vozel. In ta vozel, tak pojem, je zanj zelo značilen, ker je on procese skušal razvozlavati, ne pa presekati kot gordijski vozel. Skratka, procesom je skušal prisluškovati in je pogled razmerje med barokom, med renesanso in podobno, ne, iskal duhovna ozadja, tudi zgodovinska in je videl take procese, kot razlika med Breglom, pa kasneje med Rubensom, naprimer, ne, je širokopotezno se upal pojasnjevati svetovne procese, ker je vidno iz njegove zgodovine, ne, pisane zgodovine, obenem je pa gledal z velikom občutjem na slovensko umetnost, najbolj provincialno, vse pokrajine so ga zanimali, ne. Zlasti po prvi svetovni vojni, ko je prek Murja prišel pod Slovenijo, je bil strašno navdušen, je šel takoj pogledati, ker je spoznal, se je madžarščina za to učil, da bi lahko do temelja ta umetnost doumel in je čutil, da je šele zdaj slovenska umetnost popolna, da je tam ta zadnji panonski vzdik se razlil še na slovenskih tleh in je pisal z veseljem tudi umetnosti. Po drugi strani se mu zdaj pa zanimiva seveda posebej primorska, ne, ker se sever pa jug mešata in ban del italijanski in tako naprej in te procese na stari umetnosti preučeval, pa je tudi Pilona s tem pojasnjeval. Tako da on na celoto gledal in je sklicoval se to umetnostno geografijo in se tako znal približati tudi stiku zemlje, ker je tudi zanimala, da je včasih že kar biološko skoraj tudi razlagal. Če gledate tiste primarne arhitekture, kraške cerkvice, bi rekel, da so kot predpotopne živali, ki so se iz zemlje iztrgale, tako so zelo povezane, pa so se malo tresle, pa še nekaj kamna in leži na hrbtu, ker so streha kamni in podobno. In obenem je pa te stare umetnine starodavne povezoval z modernejšim, pa je videl kubizem skoraj noter, ne? Če gledate Spacala ali pa Pilona, ki sta tako geometrična. Da je pa nek duh, neka značilnost tradicije, to je bilo Genius Loci, Genius Populi in te pojme so za njim si sprejeli. Najbolj je njegovo dedičino Cevc, ki je tako njegov duhovni dedič, ampak tudi vsi drugi. Šume je to skušal dopolnjevati strukturno metodo, kar pomeni, ne, da ni gledal samo stilnih oblik, ampak je videl, naprimer, tudi če so okna nekaj gotska, ker tudi 16. stoletja celota je bolj profana, zračna, je rekel, da to je že v bistvu bolj blizu renesansi, kljub oblikam, da obstrojo tam, zdaj na celoto gledal. Vendar, če gledate, on je to spostavil. So prvi naselji mar. Če pogledate Steleta, njegove opise, on je opisal pokrajino v celoti slovensko umetnost, obenem pa po pokrajinah. In tem je tudi Srodnikov podoben, ker Srodnik pisal v literaturi, prek Mulju, na Dolenskem, tam in tam, tako kot Stelet pisal posebno tudi umetnost Dolenska, on je tudi v duhatih pokrajin skušal razčleniti in primorstva, skratka vse te kompleksne probleme, ki nas vznemirajo, ko gledam slovensko umetnost, te na videz lahko nikakršna preprosta, Italijani so vedno rekli, da je barbarska, on je tukaj kvaliteto odkrival in skušal pojasniti z zakonitostmi prostora. In je tudi temeljne termine, tako za starejšo umetnost, on upeljal so tudi razširati, kot tudi za moderno, ko je pisal o ekspresionizmu, je upeljeval tudi izraze, ki so se uveljavili, ne? Ker je s prototerminologijo se zelo intuitivno izmišljal, tako da on je bil verjetno, bi pa praktično in konkreten, ne?
Tukaj se je ločil od Cankarja, ki je bil sistematik, ne? In vsi so ga najbolj počitali, tudi Šumi, ki je bil pa tudi filozofsko usmerjen in je bral filozofe, je pa rekel tudi, če naprimer od Cankarja ugotovitve, da bodo nič veljale, je vendar taka težnja po preglednosti, jasnosti tematiki, neki zgled, ki bi njemu blizel. Skratka, mimo Steleta ni mogel nihče. In on je mejni kamen, pa naj bodo to konzervatori, kritiki, zgodovinari. To je pa osebno poznal, da ta dobrodušen mož, da jih je očaral, ne, ki je duha znano, ne, in ker je pa skušal kompleksno to umetnost razlagati, je tudi v njegovem jeziku razvidno. Je skušal vse pojasniti, zato so njegovi teksti znanstveni bolj stvarni in so najprej poslušali nekateri Izdorja Cankarja, ne, ampak on je vse premislil in so tudi v njegovem jeziku veliko razpravljali, tako kot je on v drugih. Vse bi rekli njegovi učenci, da ima tako dolge stavke, ne, da kot klobasa, da je štiri, ampak da vedno, da so mislili, da ne ve, kako bo končal, pa je vedno končal. In so v tem videli nekaj baročnega v njem, ker on je bil tudi baročen človek, ne, in zelo zanimivo, da to on ima smisel za matematiko tudi, je hotel matematiko študirati in njegovi sorodniki vedo povedati, da je ni bilo več spremnih mest prostih, da ima štipendij, pa je šel na umetnost zgodovino, pa zato je sam rekel, da ne ve, kaj umetnost je hotel spoznati, ker je iz Tunic doma, ker je čudovita veličastna romanska cerkev, še marsikaj v okolici v Kranju, ne, in se je sprašval, odkot, zakaj je ta umetnost. Zdaj hotel rekel, da je umetnost pa skozi sfinga, ki jo je hotel razvozilati. In ostala sfinga, enkrat je rekel, da je že razrešil, ampak da sem s čustvom se da to dajati, skratka o tem, kaj je lepota, se je sprašval, ni pa napisal svet nekih esej stemačev, kaj je lepota, ne vem, je rekel, tako kodirati in podobno, ne. Je pa skozi tudi lepoti govoril, ne. In vse spremljal. Skratka, to sveti za zglednic iz vsega in iskal duha, in ko je prišel Ksenijo Rozman na zglednico iz Strasbura z eklezijo, je rekel, tukaj se vidi, da je duh glaven, ne samo jesti in piti, ne. Da se je norca delal in seveda on je hodil po terenu in je poznal vso to umetnost, ki je bila z nami povezana, se pravi, semešni del seveda je pa zahodnoevropska umetnost, tam so predstavljali glavne evropske spomenike, pa slovenske. Če se pa slovenske odmet, se morajo tam poznati avstrijske, te potencijalne, na to nas je opozarjala Steletova literatura. Ne. On je pa hotel do zadnjega vse poznati. In potem so medvinar tekmovali včasih, ne, kdo je kaj videl, kdo kaj ne. So eni celo rekli, da poznajo, tudi če ne poznajo, ne, to je bilo glavno takrat vsako odkritje in Steleta so vse odkritja zanimala. Zato ga imam tudi tako zavesti, ker mu Avstrijc, ker takrat odkrival freske, mu je vedno pokazal fotografije, ne, in podobno. Stelet je do zadnjega vse zanimalo, se spremljal in potem je Ksenija Rozman rekel, no pa tekmujva, jaz sem tole videl, vi še pa kdo še niste, draga moja, ali pa evo, ne vem, kaj že rekel tak izraz, da je dražil, ne. Skratka, je tam 16 let star šel že 6 metrov hribovju peš, da bi videl ne freske, ki če ni videl, ne. Skratka, bil je strasen in je s tem spodbujal študente, obenem pa umirjen pa spokojen, to je tudi anekdota govori, da smo bili na ekskurziji na Primorskem, to je Jože Curk napisal in je rekel, in moj stric, ki je bil to tak neučakan, da so tam lepo jedlo mero pri župniku in moj stric pridelka zavihan reče, cirko je še romanska, on je preko je še romanska, bo pa tudi če nekaj ur počakala, ko bomo tudi še nekaj posebeli. Skratka, on je bil vegamanski kot strastni človek, hkrati pa kot tistega, ki je bil umirjen, spokojen in pa tudi ni šel skrajnosti in da je vedno, tudi ko so njega proslavili, njegove bleje, kar šel zginil v pravem času. Skratka, da je bil zmerni človek, popije, da so se kregali, so bile dileme, ne, ali je spil 7 deci, pol litra, to bistveno, ne, na ekskurzijah in podobno, ki so končali pol še gostilni, zato je veljal za dobrovoljnega človeka, hkrati pa za resnega, etičnega, ki je do zadnjega svojo vero spričeval, skratka, v nobenem pogledu ni bil oportunist, kvečemo, da je znal, da ni tvego, da ga bi zaprl, a skratka se prevedita, ampak ni pogledal in zato je spreminjal in to je razvidno iz vsega, kar sem pripravljen slišal, ne, tako da
Zdaj je seveda temeljito med zgodovine, vendar so tudi naše pa druge, ne. Je pa med zgodovina bila v težava slovenska, ker je bila to klerikalna veda. Tudi Cankar, ne, Stele, ki so tudi prijali za to na Koroščem, ne. Potem se me naše zgražal, podobno ali gledali kulturi umetnosti, Likovno akademijo hotel, da bi jih ustanovili in podobno, ne. Skratka, in potem so vsi oblikovali, da morajo Francrne se sneli in najprej marksist, da bi s tem lepši luči da umetnostna zgodovina. In ko smo odkrivali nov del, kot predstojnik reljefe treh utemeljiteljev, 100-letnice njihovega rojstva zgodovine, Izdore Cankare, Steleta in Bolka, tam je Bolka se zmotil z umetniško svobodo letnico narobe napisal, tako da te študente pa opozarjam, ne, ker sem naša hotel, da bi šel me se snela tam. Pa šumi, ni pustil, ne, ker rekel, bo še kdaj drugič, te 100-letnica je 100-letnica. Skratka, tako da so skozi Steleta Cankare častili umetnost brez predsotkov, oportunistično, ki ne zanima, ali je veda klerikalna ali ne. Ker veda je veda, ne, jasno, klerikalna pa so veljala, ker so po cerkvah hodili, ne, ker so spomeniki v cerkvah. In ko sem bil jaz še majhen, je bilo, če je kdo Miklavža pa freske risal, je bilo zelo grozno v šoli. Jaz sem pa ravno zaradi tega, ker sem imel te knjige, sem pa naravno Miklavža risal, ne, pa se moj oče pa zagovarja, ne zaradi klenih, ampak zaradi vreme skratka, ne. No, tako da Stele je v težkih okoliščinah bil po vojni in je ne samo vzdržal, ampak so se veljalo, ne, v Jugoslaviji, ne. Je pa zanimivo, seveda danes bil tudi velik ljubitelj vse umetnosti, tudi bizantinske, ki ni z nami povezana direktno, ampak je veliko pisal tudi bizantinske umetnosti, je bil tudi na bizantinski kongres, mednarodna avtoriteta, ne, in nekateri so trdili seveda, da so naše freske, ki so hierarhične, toge, da je to vpliv Bizanca, ne, on je to zanikal, je pa rekel, da ta logika, ne, je, da je povzročil tale zvezdast obok, ki je zahteval neko ustaljenost in podobno, je pa zelo dobro poznal, je pa tudi krivo, lahko impuls za Bizanca, ki je ločil, da je Bizanc videl zahodnoevropske umetnosti, da je kasneje in tako naprej, ne, in je zato tudi kritično lahko pisal že pred vojno in pol v srbski umetnosti, je ugotavljal, da samo slovenska, pa naša izhaja iz te dunajske umetniške šole, ki razbira stil kot kompleksno sintezo, prijemal pa duha, ne, da tam pa samo popisuje ikonografijo, svetnike, pa merijo cerkve, na primer, druga različna tradicija je bila. In on se je posod znašel in je postal avtoriteta. In tudi, ko je bila ta velika razstava, umetnost treh Jugoslavije, je glavni komisar bil Frances Stele, ker nisem pomembno, ker je bil takrat Beograd vodilni in se spominjam profesor Šuplja, ko je bila mednarodna simpozij o baroku, se na vsak način hotel Srbi, da bi bil v Srbiji, ker pa skoraj baroka ni, ampak se apliciram na Bizanc in bi bilo samoumevno, da je v Sloveniji kveče na Hrvaškem, ne. Tako da je s svojim pogledom od starosta je vodil. Takrat je to se Jelca tudi izbral, večkrat potem poveči, Bože, ali me lahko vprašaš, ne. Tako da so ga občudovali kot človeka, ki je predoren, da govori za moderno umetnost, tudi takrat najmlajši umetniki, ker je zelo nenavadno pravzaprav, ne. Da ni bil okorel, ne. Pa tudi neprilagodljiv, da bi rekel, umetniki imajo vedno prav, da mora zato, da ne bi zgledal okorel in hvaliti, ampak je skušal razložiti, pa dojeti vse, ker je vedel, da ravno ker je iz duha iz Dunajske umetnostne šole izhajal, ne. Bistvo te šole je pa tem, ne, da estetika ni bila četrnativna, kot prej, ko so imeli antiko za merilo, drugo so veljali za prepad, ampak so vzpostavili idejo oziroma spoznanje, ne, da se, če se duhovne okoliščine spreminjajo, se tudi umetnost spreminja. In če je človek naenkrat iz realne veselosti zazrt v duha, ne teži več k temu, da bi realistično realnost slikal, ampak figure poduhovlja, stiliziran, ne. In on je zato tudi dojel ekspresionizem, ga je razumel iz te doktrine. In mene je najbolj zanimalo, ko sem se aktivno ukvarjal, je Steleto za te doktrine tako sprejel, ali tudi intimno čutil in se vidi iz njegovih navdušenih komentarjev, da je intimno čutil, tudi zato, ker naš ekspresionizem bil povezan z ljudsko umetnostjo, kralj, z domačijo, hkrati pa stremel po duhu in bo to blizu, kot napisano na kožo, ne, tako da on je vlogo kot apologet
najbolj moderne umetnosti v 20 letih kot zgodovina, oče umetnost zgodovine in tako naprej, zato je marsikomu pol zgled in merilo in zato sem hvaležen kolegici, ki je rekla, da ne gledajo namreč samo kot na neko muzealjo, ampak na človeka, ki je še spodbuden, ne, tudi če se kaj korrigira se so spoštljivostjo, ne, človek, ki odpira poglede in še vedno usmerja, mislim, če bi bil živ, še kako bi ga zanimalo, kaj se dogaja, zato bi bil tudi hvaležen, da zdaj s pomočjo dronov kaj fotografiral vse detalje, vse fres, ker bo zdaj mogoče delati. In on je bil terenski človek, knjižni človek in tukaj cela vrsta dokumentarnih fotografij, kako se na lestvah tebavno spenja, opraskal, oziroma odkriva freske, gleda od blizu, ne, je bil zarazit tak terenski delavec tudi, ne, vsestranski. Ja, tako mislim, da smo zelo intenzivno prepletli vse konce Slovenije, različna umetnostna zgodovinska obdobja, različne teme skozi podobo akademika dr. Franceta Steleta. Prepričani pa smo, da smo morda spodbudili tudi še kakšno pričevanje, spomin ali pa morda tudi vprašanje, tako da prepričana sem, da bo akademik imel z veseljem odgovoril, če je kakšno. Ja, izvolite. Se jaz lahko oglasim. Sem verjetno eden redkih študentov njegovih. Leta 1959 sem delal sprejemni izpit, takrat, ko sem upisal hkrati četrti letnik prava, sem upisal tudi umetnostno zgodovino in moram reči, da mi je postal dr. Stele vzornik v mojem nadaljnjem, ne samo pravnem, ampak umetnostnem razpravljavo, ki sem jo imel. In par detajlov se spominjam, profesor Stele je redno spremljal bienale tapiserije mednarodno. On se je peljal v Lozano, mene je takrat zbudil spomin na to, da sem potem tudi jaz to začel spremljati. In spominjam se, ko sem v študentski tribuni leta 1959 opravil prvi intervju z Zoranom Mušičem, prvi, prednji je prišel sploh v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo, da me je poklical dr. Stele in rekel, da ste pa dobro napisal za njega. To je ena zadeva, naslednja. V Sloveniji smo imeli v moderni galeriji sodobno umetnost treh dežel, Furlanije, pardon, Italije, Furlanije, Slovenije in Avstrije. In Stele je prevzel komisarstvo, mene pa prosil, da prevzamem tajniško delo. No, in potem mi je rekel, ker vi postavite basen razstavo. Se pravi, je bilo treba postaviti tri narode. Moram reči, da očitno sem se zameril Italijanom, ker sem jih postavil nekam stran, enostranske prostore moderne galerije. Moramo si zamisliti moderno galerijo pred adaptacijo. Italijani so naredili kravalj, kot ko pač oni znajo, in so pokrili svoje stvari z papirjem ali s časopisom. Jaz sem hitro Steleta prosil in je Stele z diplomatsko govorico prepričal, da so odkrili svoje stvari. Potem je dobil tam Českija, znam je dobil prvo nagrado. Skratka, to mi je bilo v zadoščenje in seveda tudi mojo prvo slovensko monografijo o Lojzetu Stele, o Lojzetu Spacaru sem prinesel čez cesto njemu v pogled in je rekel, da se vam malo sedite, pa bom jaz to malo pogledal. To dr. Cevc je bil zraven in pa sta mi čestitala. To je bila prva čestitka za prvo mojo knjižno izdajo. No, ampak vlekel se je še naprej. Jaz sem, kolikor časa sem bil še na umetnostni zgodovini v Ljubljani, sem bil pol nazadnje tudi brucmajor. Tega nimamo zdaj več. In edino vprašanje, ki je bilo treba postaviti, brucom v
prvem letniku, ki smo imeli pred sabo razvrščene, s katero živaljo imajo bruci v prvem letniku največ opravka. Pravilno odgovor je bil s teletom. Seveda tega ni uvedno obladal. Hvala dr. Komerju za te spomine. Jaz si imel še kakšen dan, ampak se bom spomnil, ko bom bral vašo knjigo. Hvala. Jaz ste rekli tudi ene razglednice. Ksenija Rozman napisal, usvojila nam ne samo freska, tudi tapiserija, napisal veliko naredil tam od teh tapiserije. Stensko se tako tudi zanima. Kar se pa tiče teh bruc majorstva, sem pozabil meni seveda med njegovimi učenci, sta bila tudi dva slikarja, ki sta študirala, ki sta ga imela posebno v srcu, recimo Marjan Tržar, ki je študiral medicino, in pa Marjan Pogačnik. In Tržar, ki je pisal tudi spomine, pisuje, kako so imeli tole brucovanje, da bi Jože Gregorič, bruc major in podobno, da so morali na slano vodo spiti in podobno. To je bila taka tradicija in našteva, kdo se je bil, Jakac, Gondar, Tomkos in podobno, da so imeli tudi družabno življenje, da ste le vedno biti tudi zraven. Še kakšno vprašanje, tisti izvolite, pridete mogoče sem bliže k mikrofonu. Čestitam za knjigo, jaz sem v aprilu kupil in prebral in se mi zdi, da sodi sklop tistih knjig, kot je Alenka Puharjeva naredila o dr. Izidarju Cankarju. Zdaj ste me tu predstavljali sicer na drugačen način, na tvoj zelo poseben način. Hotel sem pa reči, seveda zaviram na to, da sem imel srečo, da sem lahko spoznal še Izidarja Cankarja na 2 predavanjih. Takrat je bil zame visoko Eiffelstorf, kjer je ta gospod o francoskem impresionizmu in postimpresionizmu o reprodukcijah govoril na način, ki ga do takrat bi rekel, jaz kot srednješolski dijak nisem slišal, niti bral, čeprav smo imeli njegove knjige že zgodovino kot osnovo, da sem nekaj prav, ampak marsikaj tudi nisem razumel. To so bili ljudje, ki so ta duhovni prostor slovenski odpirali in bom preskočil zdaj, da mi je zelo lepo, zdaj sem kolegu Mukoviču rekel, ko si prišel v finale tega pogovora o slovenstvu, v vlogi tega, sem se da enkrat spomnil vloge Franceta Steleta v času, to je v mojem času, v drugem težko govorim, to je jugoslovanska umetnost konc 50-ih let, ko se odločijo Hrvati, da naredijo na reki salon jugoslovanske umetnosti. In tam imajo dr. Franš Janska, moj profesor prvoletnik, potem pa France Stele, zelo pomembna vloga. Če boste gledali kataloge Beograjskega trienala. Beograjski trienal je prišel leta 60, potem, ko je postalo očitno, da so Hrvati prevzeli jugoslovansko umetnost pod svoje okrilje in je bil naš Boris Vižetin, pa hrvaška ta ekipa iz Zagreba, več teh uglednih imen, davno že pokojnih. Slovenija bil pa Stele zbelej zraven. Ko so delali trienale, ko so rekli, da gremo v Beograd, leta 1960, so pa v Beograd sestavili oglede predvojnih umetnikov, ampak potrebni deli na trienale prišlejo so povabljeni, od tem so pa se odločili,
Na predlog pomoje gramotnih tiskov iz Slovenije, da se odpre natečaj tudi za mlajše, kjer je bil spet proces noter ob drugih. Takrat je bilo veliko politikov, veliko takih, ampak ti so pa ljudje, ki je bil, kar zadeva vse tih podjelikov povečal. On je bil silno toleranten, ki si ga Milček tako pisal, da sem navdušen na tem, ampak so pa stvari, ki so zadaj za tem in skočim spet na ta tvoj zaključek, vprašanje in religiozno, in kulturno, in politično, in tako naprej. Bral sem nedolgo tega o posoditvi bienala, grafičnega bienala v Ljubljani, en sestav Franceta Skeleta o ljubljanskem grafičnem bienalu v letu 1959 v naših razgledih. On piše noter, besedno pravi, v Sloveniji je bil impresionizem nekaj, kar je presegel naš prostor, da je pomenil v svetu veliko. Druga stvar, to zaključuje svojo sestavo, ne dolg, pa pravi, je ljubljanski grafični bienale, kjer če se bo Slovenija, Ljubljana, s tem, kar je pokazala leta 1959, postavila skupaj z Jugoslavijo, je to druga pomembna zadeva. No, kako je to zelo, jaz to najbolj zagovoril, zaradi tega, ker si kritičen do tega, kar se zgodi z bienalom, ampak Stolej je tukaj napisal besede, ki treba paziti na to. In sicer je tukaj, bom rekel, nacionalni problem, ljubljanska grafična šola je bila tako močna, da je šla določenim ljudem v Sloveniji in Jugoslaviji na živce. In smo na mesto jugoslovanske želije sestavili kuratorstvo, ena gospa je dobila denar, je zbirala po svetu ljudi, kuratorja. Mene je žal, da slovenska umetnostna zgodovina ne premore enega kuratorja, ki bi slovenska umetnost postavila kot v Ljubljani za te velike slovenske denarje. Prostite se, to že ne sodi več v sklop tega, ampak mislim, da je, če pomislim na Izidora Cankara, na Franceta Skeleta, na številne, poznal sem boljše Emiljana Sotrova, Cevca in tako naprej, ali pa Karla Rubida, da bi moram pravzaprav to malo pogledati, kaj se je pravzaprav dogajati in kaj se zgodi. Ta trenutek smo v neki globalni sceni, kjer ne najdemo več možnosti, da bi rekel, da imamo pregled za slovensko mlado, likovno gardo, kdo je tisti, pa so tisti, sam so po kletih, pa po strihah spravljali in prav stvari, svet pa bolj razumno to dela, vendar mi smo vsi enaki. Pa ne gre za to, kdo je meni bolj enak, ampak kjer stvari so vredne pomembne. In ta knjiga odpira tukaj tudi to debato, Milček, ki se hvala zelo lepo si na to. In ta zaključek zelo pomembne, zaradi tega, ker oholočite. Ljudje, če imamo demokracijo, imamo pravico na svoje lastno mišljenje. Samo to. Hvala lepa tudi za te spomine, pričevanja, razmišljanja. Zelo dolgi smo že bili, tako da se iskreno zahvaljujem obema gostoma. Zahvaljujem se tudi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, tako za finančno podporo knjigi, kot za današnjo gostoljubje in vas seveda potem jeseni znova vabimo k prireditvam in dogodkom na Slovensko matico. Hvala lepa vsem.